Dober večer, dragi prijatelji. Pozdravljam vas. Na vaših YouTube zaslonih se bo danes zgodil dogodek, po katerem se morda v ogledalu ne boste prepoznali. Bodite previdni, no više nekako, ampak morda vas vaš mož ali žena tudi ne bo prepoznal in zato lahko pride do kakšnega družinskega, morda celo konflikta. Zakaj se bo to zgodilo? Ker se bo od danes naprej začela vaša pomladitev. Pomladitev vašega obraza, dragi prijatelji. Torej, prijatelji, kdo ugane, zakaj naš obraz začne videti starejši? Ne gube ga postarajo, postaruje ga prav oteklina. Oteklina povečuje velikost našega obraza. Torej, če boste pozorni, poglejte, da se ne boste vznemirjali zaradi svoje fotografije, ampak na fotografijo svojega moža ali žene, in opazite, kako se je njegov obraz spreminjal s starostjo, v različnih obdobjih. Videli boste, da obraz postaja širši, večji. Tukaj se pojavi podbradek, tukaj se tudi nekaj pojavi, celo nos se poveča v volumnu. Oči pa se nasprotno zmanjšujejo. Tukaj zgoraj tudi nekaj visi. Vse to je tisto, kar ne more odteči iz glave. Vse to je oteklina, vse to je posledica motenega venskega in limfnega odtoka, dragi prijatelji. Vsi že vemo, kako si obnoviti vrat, obnoviti prsno-ključno-mastoidne mišice, da bo naš obraz izgledan mlad. Ampak obraza se še nismo dotaknili. Niti enkrat se nismo z rokami dotaknili svojega obraza. In zdaj je napočil čas, dragi prijatelji. Zdaj se bomo končno dotaknili svojega obraza. Torej, kaj nas bo zanimalo? Tukaj, ta nazolabialna guba. Nas moti, treba jo odstraniti. Povešene veke nikomu niso všeč. Če je komu všeč, če komu ni všeč, vsem ni všeč. Tukaj je ta guba med obrvmi. Kdo jo ima rad? In kaj imamo tukaj? To je tudi na čelu, no in tudi podbradek, kako vse to odstraniti. Pozorno poslušamo, pišemo zapiske, potem uporabimo in se v ogledalu ne prepoznamo. Postanemo fantje in dekleta, veseli in mladi. Zdaj bom pokazal, kako. Pozorno gledamo, takoj poskusimo. Z eno roko držimo telefon, z drugo roko pa po obrazu brskamo. Dragi prijatelji, pomlajujemo se. Bodite previdni, prijatelji, ne pretiravajte, sicer vam bodo rekli, kdo je ta fant, ki je prišel, kdo so te dekleta tukaj. Torej, poglejte, s čim želite začeti? Najprej bomo odstranili to nazolabialno gubo, ker nas ta postaruje. Oblikuje se zaradi otekline, zaradi motenega odtoka na tem področju. Torej, tukaj imamo ličnico. Tukaj se nahaja, tukaj imamo to nazolabialno gubo, ki je tukaj. Ampak to ni samo za lepoto, kot jo prikazujejo tisti, ki jim je lepota pomembna. Ne pozabite, da je to zelo koristno tudi za zdravje, ker ta oteklina na obrazu kaže na to, da je moten venski in limfni odtok iz vaše glave, iz vaših možganov. Vse to negativno vpliva tudi nanje. Ker dokler je prekrvavitev možganov in glave dobra, smo tudi mi pri zdravi pameti. Takoj, ko se nekaj poruši, se vse spet začne. Prijatelji, zdaj bomo skupaj naredili eno vajo, ki nam bo pomagala obnoviti prekrvavitev možganov. Te vaje nam pomagajo obnoviti naš spomin in delovanje možganov. Kreditna kartica Tinkoff Platinum pa nam pomaga in nas reši v vsaki situaciji povezani s financami, prijatelji. Kreditne kartice so priročno finančno orodje, pogosto z ugodnejšimi pogoji in bonusi kot debetne kartice. S kartico Tinkoff Platinum imate na voljo visok kreditni limit do 1 milijona rubljev, kar vam omogoča skoraj vsak nakup. Denar lahko prenesete na kartice drugih bank v znesku do 100.000 rubljev brez kakršnihkoli dodatnih provizij. Prav tako si lahko prenesete sredstva na svojo debetno kartico in po potrebi dvignete gotovino. Za vsak nakup prejmete bonuse, ki jih lahko porabite po tečaju. En bonus je 1 rubelj. To pomeni, da prihranite pri vsaki porabi, saj lahko s cashbackom razpolagate po lastni presoji.
Če imate še kakšna druga posojila, vam Tinkoff Platinum omogoča do 120 dni, da jih odplačate brez dodatnih obresti. Lahko uporabite obročno plačilo z 0% obrestmi za nakupe skozi vse leto, že od zneska 1000 rubljev naprej. To pomaga narediti nakupe bolj dostopne in olajša upravljanje financ, prijatelji. Prijatelji, sledite povezavi v opisu in si uredite kartico Tinkoff Platinum s kreditno omejitvijo do 1 milijona rubljev. Naprej, prijatelji. Kliknite na povezavo. Torej, prijatelji, Poglejte. torej, naša naloga je najprej najti spodnji rob te ličnice, ličnega loka. Tukaj ga lahko otipate pri sebi, tukaj na obrazu, s katerimi koli prsti, ne samo s palci. Takole se dotaknite, začutite in zdaj je vaša naloga, da greste vzdolž tega roba ličnega loka, začnete tukaj ob strani nosu, najprej naredite gibanje malo naprej nazaj, ne samo pritiskate. Torej, pritisnete in premikate prste vzdolž kosti. Tukaj lahko zaznate različna zadebljanja, lahko najdete boleča mesta. In vaša naloga je najprej obdelati vsa ta mesta. Našli ste zadebelitev ali boleče mesto, pritisnite nanj, močneje pritisnite. Med gibanjem malo premikajte, torej naredite gibanje naprej nazaj. In vsa ta boleča mesta spoznajte svoj obraz, ne samo v ogledalu, ampak ga tudi otipajte. Celotno to območje obdelujete na ta način. Zdaj v naslednji fazi naredite gibanje od nosu sem vzdolž spodnjega roba svoje ličnice. Torej, od nosu greste sem, 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 naredite takšno gibanje v smeri proti ušesu, zaenkrat proti svojemu sluhovodu. Skratka, delajte proti ušesu. Lahko naredite tako s prsti, sem, 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 sem in proti ušesu naredite. Kakorkoli vam je bolj všeč, lahko tudi tako, torej pritiskate. Tukaj je še pomemben trenutek. Vaše roke morajo malo drseti. Lahko jih namažete s kakšno kremo ali če imate mastno kožo, bo že tako drselo. Če pa ne, če imate suho kožo, lahko dodate malo vode. Studenčnice, kaj ne? Arteške ali pa iz pipe, če ste iz mesta. Tako naredite, premikate sem, lahko uporabite različno kremo, katerokoli. Imate kremo, ki vam sicer ne pomaga, pa jo vseeno uporabite, vsaj zato, da roke drsijo. Naredite takih gibov 10-15, lahko izmenično z eno roko, medtem ko je druga zaposlena. Saj zdaj gledate, recimo, če gledate s telefona, tako z eno roko držite telefon, z drugo pa delate tako. Torej po spodnjem robu, vse sem. Zakaj to delamo? To je povezano z limfnimi kanali. Še nekaj nismo povedali. Tukaj nam s starostjo visi veka. Oči se tudi zmanjšajo, postanejo ozke in kot da nič ne vidimo. Zgoraj ne gledamo navzgor, ker nam tukaj visi in nam vse ovira. Tukaj imamo nekaj mišic, ki dvigujejo kotiček ustnic in zgornjo ustnico navzgor. Torej začnejo se neposredno pri nosu, gredo proti ustnici in zelo pogosto, ker to mišico pogosto uporabljamo, ko govorimo, se vse to napne. In ko se ta mišica skrajša, se sama ustnica nekoliko dvigne navzgor, ta njen del. In prav tako se oblikuje ta guba. Torej, moramo od nosa navzdol proti ustnici narediti takšno gibanje neposredno po kosti. Torej, pritisnete na svojo kost in izvajate gladilno gibanje vzdolž te mišice, gibanje naredite sem dol. Zdaj je vaša naloga, da najprej s prstom greste po nosni kosti, poiščete, kje so boleče točke in kje jih ni, nato pa greste naravnost proti kotičku ust in to naredite s takšnim gibom, začenši pri nosu. Lahko najprej naredite na eni strani, potem na drugi strani,
začenši pri nosu. Zdaj ne delamo gibanja vzdolž ličnice, ampak gibanje navzdol sem. To zdaj ne delamo zato, da bi odstranili oteklino, ampak zato, da odpravimo spazem, da sprostimo to mišico, ki nam nekoliko dviguje ustnico navzgor in ustvarja takšen neprijeten izraz. Nezadovoljen obraz. Z ene strani, z druge strani, torej ta mišica je precej pogosto v napetem, spazmičnem stanju. Tudi to mišico obdelate približno 10krat na eni strani, približno 10krat na drugi strani. Potem še enkrat pojdite čez tisti del, ki smo ga prej obdelovali, da odstranite oteklino. Naredite gibanje od tukaj naravnost proti ušesu. Naslednji korak je, da naredimo oči malo bolj odprte, torej to področje tukaj. Tudi iz čela. Oteklino je treba odstraniti, ker kasneje, ko začne delovati ta čelna mišica, se napne in tukaj se začnejo tvoriti take gube, take vzdolžne gube. Vse zaradi tega, ker se pojavi oteklina. Najprej sprostimo to mišico, ki se nahaja tukaj med obrvmi. Zato naredite gibanje od nosu navzgor, od nosu sem gor, najprej od zgornjega roba nosu navzgor po sredini, malo na eno stran, malo na drugo stran. Tudi z ene strani, z obeh strani, po sredini naredite gibanje. Lahko. Tako, lahko tudi tako. Torej tukaj je vaša naloga, da sprostite mišico. Položaj je različen, lahko uporabljate roke, prste, kakor vam ustreza. In z drugim gibom začnemo odstranjevati oteklino od tukaj, z čela. Prste lahko držite na ta način, prav tako pritisnete in začnete gibanje proti ušesu, tukaj zadaj za ušesom, nato sem. Torej sem, 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 sem. Zadaj za ušesom, tukaj bradavičastemu odrastku. Torej takšno gibanje lahko naredite. Enkrat naredite. Lahko naredite več gibov. K sencu, k sencem in potem že tukaj nazaj naredite nekaj gibov in potem nazaj naredite za uho, potem primete tam, kjer imate obrv, prav pod obrvjo, kjer je spodnji rob tukaj očesne votline in na ta način prav tako naredite enako gibanje sem in za uho. Naredite nekaj gibov, lahko zaporedoma naredite k sencu in potem sem za uho. Tudi z druge strani najprej naredite nekaj gibov k sencu in za uho, nato pa še enkrat po celem čelu, malo od spodaj navzgor, k sencu in za uho. No, prijatelji, brada, zaključimo z brado skupaj. Tukaj imamo spodnji rob čeljusti. Tudi tukaj pritisnemo in naredimo gibanje sem. Gibanje izvajate neposredno po spodnjem robu čeljusti. Tukaj tako, torej pomagate limfi, ki slabo odteka, ki se vam je tam zastajala, že več let je tam pri vas. Zdaj ji končno pomagate, da odteče od tu. Pozitiven učinek za tiste, ki ne sledijo vsem tem lepotnim postopkom. Nos bo bolje dihal, ker zelo pogosto, ko nastane oteklina na obrazu, se hkrati pojavi tudi na področju nosnega žrela. In ko vse to počnete, se vam hkrati izboljša tudi odtok iz nosne sluznice na ta način. Zdaj smo skupaj izvedeli, kako odstraniti oteklino z našega obraza. Vendar obstaja še en dejavnik, ki vpliva na mladost in svežino našega videza.
To je stanje naših lastnih mišic. Tako kot mi treniramo zadnjične mišice, bicepse, tricepse, tako tudi obrazne mišice, tudi te potrebujejo obremenitev. Zelo pogosto je del teh mišic prav tako v neravnovesju. Nekatere mišice so dobro razvite, druge mišice so slabo razvite. Ustni kotiček se spušča. Mišica, ki spušča ustni kotiček, je močna, tista, ki ga dviguje, pa je slabo razvita. Kaj storiti z njimi? Kako jih trenirati? Nemogoče je, kaj ne? Ni tako, kot da bi na primer dvigoval utež. Kako boste dvigovali utež z ustnico? Ne bo šlo. Obstajajo posebne vaje za te mišice. Če je želja, je tudi možnost. Se vidimo v naslednjem videu in vse to vam bom pokazal. V komentarjih napišite, ali želite ali ne želite. Če ne želite, vas nihče ne sili, ne bom posnel za vas. Če pa želite, z veseljem. No, prijatelji, čestitam, po tem postopku ste pomladili za kakšnih 20 let. To je treba ponavljati vsak dan. Enkrat na dan je dovolj. Lahko zjutraj, lahko zvečer. Če želite zjutraj izgledati mlajši, naredite to zjutraj. In takšen postopek vam omogoča pomlajevanje ne glede na vašo starost, dragi prijatelji. No, publika, vidim, da ste pomladeli. Zdaj se poslavljam od vas, fanti in dekleta, fantički in deklice. Do novih oddaj, mladina!